Oh, shit. Imam posluh. Ja, eno leto bi se res mogel prijaviti, ampak verjetno nimam jajc. Živijo, dobro jutro, ta video snemam 10 do 10, malce sem še zalepljen, ker sem šel pozno spat, malo sem se ga privoščil, ne, nisem pil, ne konzumiram več alkohola, mislim, zelo, zelo malo. Hvala Bogu, čim manj pit. Danes se bom zopet dotaknil naše Eme, pa ne kakšno od bivših, pa sem imel eno Emo bivšo, ja sem imel, ampak Eme, tekmovanja za Eurovizijo. Sem se eno leto res želel nastopiti na Euroviziji, ampak verjetno nimam jajc, poguma, no ne vem, ali pa mogoče samo tega, ker bi pač moj nastop ne blestel in ne bi prišel na Eurovizijo in pol bi se sekiral, ja, ker bi rad pač posod zmagal. Vedno si vzamem to neko pravico v roke in si rečem, da lahko komentiram, kar se tiče glasbene scene. Vse vemo, kako pravi, le čevlje sodi naj kopitar in sam imam nekaj več pesmi in tudi nekaj hitov, ki imajo čez milijon ogledov in mislim, da vem, kako je narediti hit. Mislim, da vem, kaj mora imeti pesem, da jo bodo ljudje posiljevali in poslušali ure, dneve in dneve. Pa nedolgo nazaj sem naredil hit. Hej, Slovenija, himna, ima že več kot 600 000 ogledov v 7 mesecih. Tako da mislim, da vem, kako je ustvarjati glasbo, koliko ene energije in živcev in odrekanja je potrebno vložiti za to, da nastane izdelek. Konec koncev tudi koliko enih evrov, ne, tisti, ki recimo si ne delajo sami masteringa, ne snemajo doma, da jim to drugi delajo. Ni enostavno delati glasbo in to, kar vi slišite doma po televiziji in radiju, je samo delež tega, kaj vse se skriva za tem, da je ta izdelek nastal takšen, kot je. Tako da ja, prvo itak vsem nastopajočim velik respekt za pogum, za to, da ste ustvarili pesem in se prijavili na Emo. In če bom v tem videu mogoče deloval malce, sem hotel reči impotenten, prepotenten, to je pač nek moj način izražanja, ampak daleč od tega, da si res želim nekaj žaliti. Ampak če mi je ena takšna dobra fora, pa še zraven bom pač to povedal. Tako da, ne biti snežinke in tako občutljivi, dajmo se skupaj zabavati. Enkrat sem že pokomentiral in zdaj sem prav rekel, ajde, bom, ker pač rad to delam. In vsaj vem, da nisem eden tistih s pivskimi vampi, 1,65 m ali pa ženska, ki ga ni fasala že nekaj let in potem so vsi pametni, kako je to za nič in kako je to drek, čeprav ti ne ve niti spisati enega verza, da bi imel smisel. Kaj šele zapeti vsaj en ton, da zveni, ne, vsaj malo, z avtotunom ali brez. Dajmo mi to zdaj pokomentirati, iskreno, surovo, tisti neki humanitarni, humorni vložki, dajmo tisto tako vzeti malo z rezervo, ne pa lej ga tega. Dajmo pokazati, da nismo še postali woke nacija. Ampak v Sloveniji bo vedno tako, da nobena pesem ne bo to, kaj smo to poslali. Kaj je to za enega vraga? To je za en drek. To je vse slabo. Ne, to je pač v Sloveniji. V Sloveniji, da bi poslali Siddharto, ko bi jih spljuvali, kaj kurac smo to poslali. Tako da, dokler bodo Franski Marjetke bili tisti nek standard, kaj je to kritik, se ne vemo česa bati, ker te ljudje nimajo pojma v glasbi in se vrtijo doma na zvoke, harmonike in goveje glasbe. Ampak, okus je okus. Prvo bom govoril o zmagovalcu, to je Klemen Slakonja. Ko sem prvič slišal komad od Slakonje, sem pričakoval več, ampak zato je Klemen kriv sam, ker je res hajpal to pesem na Instagramu in sem mogoče zaradi tega pričakoval več. Ampak vseeno, pesem ima zelo močno sporočilo, ker govori o njegovi ženi, ki je premagala hudo bolezen in hvala Kurcu in narodu in ne vem komu, da smo poslali na Eurovizijo pesem, ki dejansko nosi močno in bom rekel, res globoko sporočilo. Hvala Kurcu. Ampak vseeno je pesem dobra. Itak Klemen Slakonja je zelo kvaliteten artist in za parodije in za vse.
ima prezenco, ima glas, ima stas, plus visel je z glavo navzdol in predstavljam si odpet z glavo navzdol, kot ti vsak krik gre v glavo. Tako da ja, suvereno, solidno in dobro. Zdaj pa, če ni ravno pesem po mojem okusu, nič za to. Sem vesel, da je zmagala glasba in ne neko afnanje. Zdaj pa gremo naprej. Po nekem naključnem vrstnem redu, Ray oziroma Ray, Frederic's Dead. Teh 30 sekund se je vleklo kot 2 minuti. In ravno ta je pesem iz dolgočasne naredil še bolj dolgočasno. In to se vleče. In dejansko imaš en občutek, ok, koliko je zdaj to, že 6 minut pesem. Ne? Ste opazili, da kako imajo ti fantje lepe lase? Dosti lepše kot marsikatera influencerka, sigurno. Dober performance, dober vokal za uživo, nimam kaj za reči, ampak enostavno pesem me ni prepričala, deluje mi tako kot en intro za nek cirkus, Frederic's Dead. Mogoče, da bi ta pesem najboljše bila samo Dead. Eva Pavli, Niti. Zdaj bom ocenjeval tudi malo videz, ne, sploh pri dekletih, ker pač tudi to je glasba danes. Videz, vsi vemo, da 90% teh žensk svetovno znanih 5 ne zna, izgledajo pa dobro. Eva Pavli izgleda, wow, čudovito, ampak ta njena pesem me je popeljala v neko cerkev. In sem že se prijemal za žepe, kje pridem z onim cekrom, da doniram nekaj cerkvi, da bom šel potem mirnejši iz te cerkve in ne imel slabo vest, da nisem doniral tej cerkveni bandi. Oziroma, da bi se kar prekrižal in spil deci svete vodice. Oziroma, vidiš nekega viteza, ki leži po tleh, medtem ko konji vihrajo sem ter tja in bi ta komad lepo pasel zraven in bi tega viteza gledali pač, kako samo odštevajo zadnje sekunde življenja. Ne vem, to cviljanje me je malo preveč zapeljalo v neko cerkev. No in ko smo v vitezih, je naslednji Jon Vitezič, Vse ti dam. Vse mi daj, le glasbe ne, bi lahko začeli. Nič posebnega, nekakšen golaž, Joker Out, Omar Naber, pa oni Murphy Band. Nič posebnega, niti nimam kaj za filozofirati več o tej pesmi. Preveč, bom rekel, skupek vseh nekih elementov, ki smo jih že 1000krat slišali in se že tako ponavljajo, da so enostavno dolgočasni. Polaris, Kind. Kind, travel the world, make people happy, 'cause they're real happy. Kind, I know you'll be fine, I don't know what you've been through, but your pain can just be mine. Kind, no bom tudi jaz kind in ne bom nesramen. Plus točke za Tamalega, da je bil pristen, preprost, prizemljen, simpatičen, čale sale, prste stran. Pesem mi nekako zveni kot za neko Disneyjevo serijo, ne za film. Za film je prišlo, za kakšno Disneyjevo serijo, kjer so slabi igralci, bi ta pesem super pasala. Ampak mlad je še fant in če bo nadaljeval svojo glasbeno kariero, verjamem, da se bo izboljšal in tako naprej. Tudi me pesem nekako preveč spominja na 2005, 2006, mogoče za tiste čase te neke motivacijske pesmi, ta nek groove, da te dvigne, zdaj sem pa jaz boril, bom šel laufat po stopnicah. Mislim, da je že malo pase. Ampak mlad je,
simpatičen, upam, da pride daleč. Kiki, oh. Prihaja letošnja predstava, smej se, kot da sanjaš, ko občinstvo odhaja. Če ne bo uspelo. Ja, meni ni prišlo in to je tista zvrst, ki je žal ne razumem. In me začne zvijati potem na kavču in točno tukaj sem imel take občutke. Ne razumem te zvrsti glasbe, feeling dobim, da bi ta glasba pasala v neko Sovjetsko zvezo, kjer so vojaki v četici in ona jim poje in oni se pripravljajo oziroma slavijo zmago in pijejo pivo. Verjetno mi malo umni ljudje pač ne razumemo te zvrsti, oni verjetno vidijo tukaj 2000 sporočil in neke nove dimenzije in satiro in ne vem kaj vse, ampak na tej točki mi je všeč, da sem neumen, da take glasbe ne razumem in še se rima, ker biti neumen je danes privilegij. Nič te ne zmoti, lepo ti je in uživaš v svoji neumnosti. Žan Videc, Pusti da gori. Tipičen radijski komad in če bi se peljal zjutraj ob 8, ne vem, k zobozdravniku ali nekam, kjer mi pač ni, bi ta komad pustil, naj se nekje v ozadju odvija v radiju. Sicer dober performance, Žan je mislim, da že zmagal na enem tekmovanju, ne vem, Melodije Morja in sonca ali nekaj takega. Dober performance, vidi se, da je kvaliteten artist, ampak v meni ni nič zagorelo. Sedaj pa pridemo do moje favoritke. Trine, Trine, Grace. Plus točke za, ne vem, Trine, Trine, kako se izgovori, ne vem, nisem po televiziji vse gledal. Sem držal pesti, da bi zmagala, čeprav sem vedel, da je to nemogoče. Všeč mi je, pesem ima tak modern vibe, moderna glasba, dober sound, preprosta punca, deluje mi pristna in poslušljiv komad, ampak jaz vem, kaj je njo popeljalo na zadnjo mesto. To je live performance. Live performance, če primerjaš s studijskim, je bistveno slabši. Ampak jo razumem, za vse te ljudi je bilo to nekaj novega. Ti si mogel tukaj stopiti v velike čevlje, bom rekel, da si na odru, kot je Ema in ta pritisk, ki ga čutiš in vse to te lahko zjebe. In ja, njen performance oziroma njen nastop, jebala nas angleščina, ni blestev in najverjetneje tudi zaradi tega je pač pristala na zadnjem mestu. Ampak škoda, to je glasba in tisti dan, če ni tvoj dan, ti lahko ta dan kroji tvojo usodo. July Jones, New Religion. Vzemi me ti kraljica teme, ti gospodarica temnih jam in ti satanistična, dominantna voditeljica. Odpelji me v sadomazo dvorane in počni z mano karkoli želiš. Jaz bom tvoj in ti boš moja boginja. Vzami si me, tvoj sem. July Jones, pa to sem že povedal, imava cover. Looking so crazy in love. Kaj me toliko vleče k tebi, to me zdaj zanima. Punca ima vse, kar sodi na oder. Zgleda brutalno, dober vokal, prezenca in seveda zna nastopati. Ogromen potencial, zelo dober glas, ampak njen glasbeni kompas malo divja, malo tam, malo gore, malo dole. In ta nek Billie Eilish pomešan z Lady Gago
mi je že malo preveč prežvečeno in to smo že slišali, to smo že videli. Daleč od tega, da ni kvalitetna, je kvalitetna, ampak jaz mislim, da bi ona svoj potencial in svoj talent in vse, kar ima, lahko usmerila v kakšen drugi žanr, ki je malo bolj originalen in malo bolj zanimiv. Te neke fore satanistične, New Religion in Billie Eilish, to že imamo, July. Tudi če bi July Jones odšla na Eurovizijo, mislim, da je takoj Poslakonje najbolj primerna, ker pač mislim, da bi Slovenijo zelo odlično zastopala na Euroviziji. Astrid and Scandals, Touché. Ampak ravno bla bla bla. Ja, in ta pesem je en velik bla bla bla. Performance, wow, ona, wow. Mislim, to je bil daleč najboljši nastop, ker koreografija za en kabare, kjer mafici kadijo cigare in plačajo masne denarce, da ona nastopa. Nastop je bil tak en mini pornič, ampak žal muzika pa ne. Škoda, ker ta ženska ima tudi ogromno enih potencialov za iti na velike odre. Sploh, ker ta performance je bil za velik oder. Ampak žal pesem, ja, mogoče pa je z namenom ta Scandals v imenu, ker je bila pesem en tak mini škandal. Zdaj pa smo pri Zven divja. Dajte mi česen, dajte mi stroke čebul ali česna, pokličite župnika, naj izbije tega hudiča iz mene ob poslušanju tega. Wow. Pesem me je odpeljala v 19. stoletje, kjer Indijanci oziroma pleme Šošoni plešejo okoli ognja in se pripravljajo ob tej pesmi na spopad z Mormoni oziroma s kavbojci. Ampak to ni ravno vojni ples, ampak je prej ples, kjer jih bo prepričal v to, da si sami vzamejo življenje, kot pa nasprotnik. In to rjovenje na koncu, ta nek džungelski vložek, ja, zanimivo. Ne vem si sploh kaj misliti, tako da sem videl en Indijanci, ko okoli skače, ali pa da kličemo neke stare bogove, poganske bogove iz časov vikingov in samo čakamo, da se bo nebo odprlo in bo prišel na zemljo Thor in začel govoriti v nekem mrtvem jeziku, starem jeziku in se bo začelo dogajati svašta in potem bo letel Iron Man in nas bo rešil pred svetovno katastrofo. Ja, Zven, lepo, da si divja, ampak to divjost bi jaz pustil mogoče doma. Zdaj pa še zadnja, Ana, čau. Vrišam, brez tebe se dvigujem više in zato ti pravim ča. Konec vozi ča. Še pomaham ti ča. Ja, Ana, čau. Zopet simpatično dekle, pesem, poslušljiva, vse lepo in prav, ampak že tako prežvečene melodije in tematike. Na obali bi temu rekli ti si čau, to pomeni, da nisi zanimiv, da je to boring. Tako da škoda, ogromno teh artistov ima velik potencial, ampak napačna izbira pesmi. No, ne vem, to je bilo moje strokovno mnenje, upam, da ste v tem uživali, dajte se imeti fajn in dajte poslušati glasbo, ki vam je všeč, tudi če je to od Zven divja. Ča.